Lepo pozdravljeni. V začetku naše oddaje, v kateri tokrat odstiramo in predstavljamo 3 različne zvrsti umetnosti, namenjene najmlajšemu občinstvu, se podajamo v svet lutk. V Lutkovnem gledališču Maribor je mlada ekipa ustvarjalcev na oder postavila lutkovno predstavo Maček z vrečo v potečo v režiji hrvaške režiserke Tamare Kučinović. Moderno zasnovana poučna zgodba spregovori o svetu, v katerem preobilje materialnih dobrin lahko zamegli prave vrednote. Mati z 2 otrokoma v skromnem stanovanju, kjer polomljeno stranico mize podpira kup knjig, stol pa služi kot omara, v kateri ni oblek, je trpka stran življenja Saše in Saše. Zato je pogled skozi okno k sosedom toliko bolj hrepeneč. Pokošena trava, lepo oblečene deklice, zmeraj obložena miza. Saša in Saša hrepenita po lepšem življenju, ki jima ga velikodušno ponudi zviti maček, v zameno, da se odpovesta vsemu staremu, tudi srečnim spominom in ljubečim odnosom. Tekst je nastao prema motivima američkog pisca doktora Seussa, prema priči Cat in the Hat. Od njega ono što sam ja uzela je neko zrno, zapravo su to likovi. To su 2 djece i mama i mačak. Oko toga svega je naravno trebalo napraviti neku priču, izmisliti neki konflikt i tako dalje. Ono što smo mi htjeli tom predstavom je današnjoj djeci, znači djeci koja žive u nekom komercijalnom društvu gdje su stvari te koje zapravo čine život, nažalost. Htjeli smo djecu prisjetiti, odnosno htjeli smo da se djeca prisjete nekih drugih stvari, onih koje smo mi mislili da su bitne. Znači, neka toplina obitelji, neka ljubav, neke emocije, neka empatija prema drugim ljudima. Htjeli smo ih prisjetiti na to i da zaborave na materijalne stvari, da zaborave na igračke, da zaborave na automobile i sve ono o čemu oni zapravo, nažalost, sanjaju. Zapravo smo htjeli da počnu sanjati o nekim drugim stvarima. Lik mačka, ki zvito ponuja lepše življenje, je preplet Faustovega Mefista, Bulgaka, trgovca z vrednotami, ki zapeljuje, hkrati pa sili k pravim odločitvam. Ja, on prinaša ta blišč, ki je predvsem deluje na otroke, pa tudi na starejše, na izgled. In za moje pojme on obstaja zato, da ljudje se odločijo, kaj je za njih pomembno. Da v bistvu spravlja ljudi lahko bi rekli, v skušnjavo, ali se pravi, koliko se ukvarjam s tem, kakšen bom izpadel. To je neki lik koji zapravo navodi ljude na krivi put. Naravno, u ovoj priči je to više kao neki trgovački putnik, kao neki čovjek koji prodaje stvari, neki čovjek koji nudi ono što ljude odvlači zapravo od njihove sreće. Zapravo prodaje lažnu sreću. Kostumi in likovna podoba so zasnovani na idealu ameriških 50. let. Lutke zaznamujejo potrošniški, bogat, a prazen svet. Kada sam razmišljala na početku kako predstaviti taj idealan svet, onda mi je prva asocijacija bila 50. godine prošlog veka u Americi gde počinje taj konzumerizam, gde tada počinje da bude bitno ko šta ima, da li imaš novi TV ili gde su sve te kuće u redu, složene, roza, ofarbane, gde su te domaćice koje ništa ne rade, samo su lepe i u lepim oblekama. Pa je to bila nekakva početna tačka za vizualni deo da to nekako izgleda, da bude u duhu 50. godina. Kaj ne, draga moja? Tako smo se odlučili, redateljka i ja, da napravimo lutke koje nisu klasične igrajuće lutke za pozorišne, nisu marionete, nisu ništa što se koristi stalno, nego su zapravo vrlo statične lutke koje čak ni glumcu ne daju mnogo prostora da s njima igra, ali mislim da one onda još bolje
dopunjuju taj utisak o tom svetu koji je upravo to ukočen i nekakva poza i gde nema neke prirodnosti, gde je to samo nekakva fasada lepa. Maček z vrečo v potečo je lutkovna predstava namenjena otrokom od 5. leta dalje. Osnovno sporočilo, podano z bolj gledališkimi kot lutkovnimi poudarki, pa bodo razumeli predvsem starejši otroci. Gostujoča lutkovna ekipa s hrvaško režiserko in scenografko iz Srbije je v mariborskem lutkovnem gledališču že ustvarjala leta 2012 predstavo Zmrdica in zmrdek. Režiserka, asistentka na Umetniški akademiji v Osijeku na oddelku dramske igre in lutkarstva, pa slovensko lutkovno gledališče doživlja v mestnem prostoru med zahodnimi in vzhodnimi tradicijami lutkarstva. Slovenski teatar, lutkarski, onako kao što ga ja vidim, je neka poveznica između Rusije i Europe. I čini mi se da je to zapravo idealna kombinacija za današnje vrijeme. Zato što ipak se ovdje štuje neka tradicija, ali su neke, što se tiče vizualnog, što se tiče lutkarskog mišljenja, su naravno otišli prema Europi jer smo tu, ne? Saša i Saša se počuti da odlično. Samo sti se tako. Kaj bi rad dosegal? Še ostajamo pri najmlajših, ki si šele oblikujejo vrednostne vzorce tudi na področju umetnosti. Eden izmed prvih stikov otrok s pripovedjo, umetnostnim besedilom, literaturo je preko slikanic. Izbira slikanic je velika, da pa vsaka slikanica ni kakovostna, ugotavljata Dragica Haramija in Janja Batič, profesorici na Mariborski filozofski in pedagoški fakulteti, v svoji novi monografiji Poetika slikanice. Zbirka Čebelica vsekakor predstavlja preboj glede izdajanja slikanic na Slovenskem. Gre za najstarejšo izključno slikaniško zbirko, ki neprekinjeno izhaja že 60 let. Slikanica sicer predstavlja vrsto knjige s približno 1800 besedami. To pomeni približno 5 strnjenih strani besedila, vse ostalo so pa ilustracije. In seveda gre za vezljivost besedila in ilustracije ali tako imenovano interakcijo med besedilom in ilustracijo, ker kadar sta res dobri, data skupaj tretjo zgodbo. Ključni element slikanice, ki pomaga besedilu graditi zgodbo kot celoto, so vsekakor ilustracije. Prav zato je monografija Poetika slikanice rezultat skupnega ustvarjanja literarne teoretičarke Dragice Haramije in likovnice Janje Batič. Vsak dober likovnik še ni dober ilustrator, zato ker ilustracije zahtevajo eno svoje polje, kaj vse lahko ilustrator pove, prinese zraven k tej novi zgodbi. In to je to, da celostno uporablja recimo prizorišče, potem fokus, potem zorni kot, barvo, vse te elemente uporabi, da poda torej neko sporočilo, oziroma podkrepi misel, izhaja iz besedila, potem pa to seveda prevede v likovni jezik, ne. Nekaj dosti lažje podaš za barvo, neko občutje, nekaj drugega boš podkrepil s črto. Čist konkreten primer, imate izkušnjo recimo risanja z peresom in recimo tušem, ko potegneš to črto, je ta ostra in boleča. Če pa bi vzel čopič, pa bi ta črta lahko bila spevna in zdaj ilustrator v samem tekstu prepozna poanto, ali gre za ostro, za bolečino, za nekaj jasnega, ali gre za nekaj bolj mehkega, bolj liričnega in na podlagi razumevanja te zgodbe on potem izbere ustrezno izrazilo. Avtorici sta se v monografiji osredotočili na približno 40 izvirnih slovenskih slikanic v prozi in poeziji. Pri izboru sta jo vodili kakovostno besedilo in kakovostna ilustracija, pa tudi žanrska raznolikost. Imate besedilo in ilustracijo, ki nekako ponovi to informacijo, in potem na drugi strani pa ta en močen spoj, ta močno interakcijo med besedilom in interakcijo, ker se dejansko že fizično besedilo nahaja v sliki, ne? Torej, se slika ta razširi čez celoto in potem je v to vključeno besedilo. Ne samo oblikovno, tudi pomensko, ne? Torej, moraš prebrati oboje, da bi dobil pravo zgodbo ali pa tretjo zgodbo.
Tretja je pa še slikanica brez besedila, ampak nobena slikanica ni čisto brez besedila, ker ima vsaj naslov in naslov torej mlademu bralcu ali tudi odraslemu pokaže smer, kako naj ilustracije razume. Sva šli še po kriteriju, da bi zajeli čim več avtorjev, tako umetnikov na literarnem področju, kakor tudi na likovnem, in pa seveda raznolikost glede na književne vrste. Kaže se namreč, da je slikanica najprimernejša za prozna besedila, kratka prozna besedila, torej pravljice, fantastične pripovedi, realistično kratko prozo. Zelo je močna interakcija pri epski prozi, to se pravi pri pesnitvah. Najmanj tega spoja pa pride pri lirski poeziji, saj je nekako logično, da tudi če je slikanica torej izšla pesniška zbirka v slikaniški obliki, je vendarle vsaka pesem zase zaokrožena celota in je težje skozi ilustracijo, kar pa je bistvo slikanice, razvijati zgodbo. Medve sva se sicer osredotočili na otroško slikanico, to se pravi tisto, ki avtomatično, zato ker je otroška, ker otrok ni sam bralec, potrebuje ob sebi bralca, torej posrednika te književnosti. Gre torej za dvojnega naslovnika, odraslega in otroka, in najina temeljna ugotovitev bi pravzaprav bila, da kakovostna slikanica nagovarja oba, tako otroka kot tudi odraslega. Poetika slikanice, po kateri bodo zagotovo kdaj pa kdaj posegli tudi učitelji in študenti slovenščine, je izšla pri založbi Franz Franz. V studiu se mi je pridružila večstranska ustvarjalka, prej novinarka kulturnega uredništva na naši televiziji, danes pa predvsem pesnica, pripovedovalka zgodb, pravljic in razmišljujoča ustvarjalka radijskih oddaj za mlade Simona Kopinšek. Simona, pozdravljena. Pozdravljena. Pred kratkim je izšla tvoja nova pesniška zbirka Vetrnice, zbirka za otroke, vendar bi o tem, komu je zbirka namenjena, pravzaprav lahko uporabila tvoje posvetilo na začetku knjige, torej za vsakogar, ki je malo na veter. Vsaj malo na veter, ne? Vsaj malo na veter. Kako mlade bralce si imela v mislih pri pisanju? Priznati moram, da ko pišem poezijo, recimo sploh zadnje obdobje, ko se posvečam zelo ustvarjanju, pisanju za otroke in mladino, imam vsekakor v mislih mlade bralce, torej mlade po letih. Ampak če se vrneva k posvetilu za vsakogar, ki je vse malo na veter, ponavadi so to ljudje, ki so zadržali tudi tisti otroški del v svojem življenju, torej otroka, da se ne oddaljujem preveč od bistva. Bi pa rada povedala, da kljub vsemu je potrebno poudariti, da je literatura za otroke in mladino esencialna. To je literatura, ki je namenjena vsem bralcem, torej bralcu skozi vse življenje. Najprej bereš sam v spremstvu nekoga knjige za otroke, kasneje za mladino, potem odrasteš, si ti tisti, ki spremljaš novega bralca na poti k novi knjigi. Če seveda se ustališ v nekem klasičnem družinskem življenju, si sčasoma babica, dedek in si znova spremljevalec ob prebiranju knjig. Torej, ko govorimo o knjigi za otroke in mladino, pravzaprav govorimo o knjigi za vse. Je pa morebiti vsekakor, ne morebiti, ampak vsekakor je drugačen pristop pri ustvarjanju, ko pišeš za otroke in mladino. Zame osebno je tukaj veliko več svobode kot pri pisanju za odrasle. No, zanimivi so tudi tvoji naslovi teh kratkih pesmi. Deževna, srčeva, jecljava, žalostna, majhna, navadna pesem. S tem nagovarjaš torej bralca. Kaj je torej to osnovno sporočilo? Zdi se, da je nekako povezano tudi s tem, da želiš poudarjati drugačnost, unikatnost vsakega še tako majhnega jaza. Morebiti je ena izmed osnovnih zablod, ki človeštvo, torej vsak izmed nas, tudi jaz, sledi ta neka oprijemljivost drugačnosti, ne? Tudi normalnost sama nima neke univerzalne sporočilnosti, torej nimamo stavka,
ki bi zaobjemal pomen normalnosti, ne. Tako je tudi z drugačnostjo. In recimo, če po neki drugačnosti vedno znova sodimo nekoga, ki gre mimo nas, nekoga, s katerim se srečujemo, potem si je treba vendarle sčasoma priznati, ko odraščaš, da smo si ravno v drugačnosti ljudje podobni, ne. In ta drugačnost je morebiti moj ustvarjalni način, kako ljudem približati bližino. Torej, jaz sem tukaj pripravila pesniško zbirko, napisala pesniško zbirko, ki nas v svoji drugačnosti združuje. Če recimo bila nekakšna konceptualnost prejšnje pesniške zbirke za otroke in mladostnike, ljubezen, je tukaj ta razpršenost in drugačnost, kar seveda pooseblja kot osnovni element veter, ne. In kdaj se je začel v tebi prebujati ta Veter? dar, ta potreba po izražanju skozi besedo? Kdaj te je zaneslo tudi v ta otroški svet? Otroški svet me je zaneslo povsem naključno, ne, torej po prepletu nekih usodnih pripetljajev. Imam pa to ustvarjalnost jaz v sebi že od nekdaj, ne. To artikuliram z nekakšnim povzenjem, v spomin na to, kako sem se spoprijemala s svetom, ne. Da sem vedno morala zaradi nekih življenjskih situacij bežati v svet, lahko tudi tako rečem, ne. Hkrati pa se mi odpira vprašanje, če sem res bežala, ali pa je nekaj tako močno prisotno v meni od rojstva, da je pač ta ustvarjalna resničnost povsem enakovredna resničnosti, o kateri se midve zdaj pogovarjava druga z drugo, ne. Ampak jaz brez tega ne morem živeti, moje ustvarjanje, moje delovanje, način, s katerim jaz služim denar, je zelo razvejeno, zelo razpršeno, je pa središče vsega skupaj seveda beseda, naslonjena na glas. Pesem za Ajdo, Zaspana Ivana, Ema, Pismo za Mojco. To so naslovi iz tvoje pesniške zbirke z zelo lepo skovanim naslovom Ljubezenke. Pesmi se zdijo kot nekakšni klepetki z majhnimi deklicami. So to resnični otroci, s katerimi si v stiku, ali se skozi ta dekliška imena morda zrcali majhna Simona? Vsekakor je majhna Simona povsod, vsaj v nekem delčku, ne, drug v drugem se vedno prepoznavamo. Je pa zelo zanimivo, ne, da ko sem pisala Ljubezenke, sem želela imeti neko stičišče v imenih, torej, da so tukaj stvarna imena. Hkrati še takrat nerealnih ljudi, vse jaz teh ljudi nisem poznala, teh majhnih deklic, tudi dečkov, ne. Pesmi so pisane v prvi osebi, v drugi osebi, v tretjeosebni pesmi so. Se je pa zdaj s časoma, ne, ko ima pesniška zbirka že več kot leto dni življenja med bralci, zgodilo, da pa ima že zdaj vsaka pesem svojega stvarnega, realnega naslovnika, ne, in naslovnico. Tako da ne, nisem jih pisala izključno za nekoga, so pa, kot kaže, bile pisane za marsikoga. In če se ne motim, so bile te pesmi tudi že uglasbene. Tako Ljubezenke so doživele nekaj zelo lepega. Zavod Republike Slovenije za šolstvo jih je lani konkretno 3 izbral za uglasbitev. Skladatelj, torej avtor glasbe je Samo Ivačič, kot pravijo poznavalci, eden najbolj prodornih skladateljev mlajše generacije. Če bi imel več časa, bi zagotovo naredil že v tem času močnejšo sled. 3 pesmi so bile izbrane in premierno izvajane na zborovskem Bumu, ko je lani na Ljudskem vrtu v Mariboru te pesmi seveda med ostalimi prepevalo približno 5000 otrok. Čisto drugačna je recimo tvoja zbirka Anta Karan in Drugi obrazi lepote. Ker je pisana za odrasle, ne, to je literatura za odrasle. Torej motivi, kot so čaščenje življenja, hrepenenje po harmoniji, po usklajenosti medsebojnih odnosov življenja, so tudi to teme, ki te zanimajo, ki so vir tvojega nekako navdiha? Vsekakor. Jaz bi vse skupaj strnila v skupni naslov ljubezen, ne, v skupno temo ljubezen. Ljubezen me zasleduje na zelo raznolike načine, ampak ljubezen v želji po sprejemanju, ne, po spoznavanju. Vendarle sem ženska, kot pravijo starejše, v najlepših letih, ne, nekako se prebujam. In recimo ta odnos med moškim in žensko, ki je bil recimo v mojih prejšnjih delih zabrisan, mogoče bolj spiritualno in neoprijemljivo, zdaj prihaja v neko zemeljsko obliko, ne. In zdaj trenutno se ravnokar ukvarjam z ustvarjanjem, s pisanjem del,
ki se zelo konkretno ukvarjajo ravno s temi večnimi temami in tudi tukaj nisem izjema. Bi pa rada postala izjema pri artikulaciji, torej pri ubeseditvi svoje povsem lastne govorice. Združevanje besede, zvoka, slike, torej je tudi osnova performansa, ki je tudi ena od oblik, skozi katere ti izražaš svojo ustvarjalnost. V performansu Besnilo, tesnilo je bilo zaznati tudi nekaj socialne angažiranosti, recimo trpljenje šibkih, spregledanost, izkoriščanja. Ta družbena obrobnost, ne? Družbena obrobnost. Zato recimo ti motivi povezani z tvojo siceršnjo občutljivostjo do drugačnih in nekako tudi kritičnostjo do okolja, ki ne sprejema izstopajočih drugačnih. Besnilo, tesnilo, ta projekt, ki je bil moj zadnji performance v Kibli, je zelo neznačilen za mojo dozdajšnjo poetiko. Jaz sem vendarle vse skozi bolj kot ne metafizična, ne, v literarnem smislu, tudi v sami interpretaciji. Se mi je pa zdelo, da moram stopiti, ne, tukaj se pa spet vračam na odgovor na vaše prejšnje vprašanje, da moram postati veliko bolj zemeljska, ne. Vsi mi ves čas govorimo o nekem prehajanju v višje in globje stanja, ne, ampak če smo slepi za okolico, za bližnjo okolico, torej konkretno za družbene spremembe, potem tudi nič kaj takšnega konkretnega ne naredimo v svoji ustvarjalni sledi. Se mi pa zdi zelo pomemben čas, v katerem živimo, ravno za neko dobro ubeseditev, kajti tisti, ki smo hkrati najbolj subtilni, smo tudi najbolj na udaru in ustvarjalci vsekakor smo, kot veste, so ravnokar sprejeli tudi višje dajatve, ne, na avtorske pogodbe, in če smo zdaj govorili o preživetju na obrobju, bomo zdaj toliko bolj. Ta zunanja družbena podoba navidezno deluje zelo lepo, ampak ni, ne. V resnici pa vsi skupaj trpimo in imamo, kako naj rečem, rezila v grlu, zato ker ne upamo povedati, kar želimo, ne. Ampak beseda in glas sta nam dana in to je že naša pravica, da povemo. Če smo pa tiho, pa vendarle drugi, mora biti tisti, ki se odločajo v našem imenu, mislijo, da počnejo prav, ne. Si pa želim recimo v prihodnosti več drznosti tudi sama sabo v svoji ustvarjalnosti, da bi morebiti postala bolj udarna tudi v temah, ki doslej niso bile teme mojega ustvarjanja. Tvoje pesmi so bile uvrščene v zbirko mariborske nove poezije, to se pravi nova kolekcija leta 2008. To je knjiga, ki je tudi poudarila dejstvo, da so v sodobnem pesništvu prevladujejo ženske pesnice. Meniš, da so ženske pesnice dovolj opažene, da je njihova literarna ustvarjalnost primerno ovrednotena ali so še vedno nekako spregledane, glede na to, da so manjkrat nagrajevane? To je zelo kompleksno vprašanje, ne. Jaz zelo dosti razmišljam o odgovoru nanj in nimam enovitega odgovora. Sama osebno mislim, da so ženske izjemno močne ves čas skozi stoletja. To dejstvo dokazuje tudi vedno znova poskus tega šovinističnega moškega sveta, da jih zatre. To je zelo močen dokaz, ne. Utišati je treba tistega, ki je močan, ne tistega, ki je tih, ne. Je pa postala ženska, pesniška, literarna govorica, tudi slovenska, v zadnjih letih izjemno močna. Mi se nimamo česa zabati. Morebiti moramo ženske samo bolj pozorno oblikovati svoje odzivanje, ne. Torej se vprašati, kdaj se je treba odzvati, kdaj pa je treba samo sebe aktivirati v ta način, da bodo naša dejanja postala družbeno konstantne v sprejemljivosti, ne pa zgolj kot neka muha enodnevnica, kot nek stvarni konkreten konflikt, ki se utiša po tednu dni in je to. Ampak recimo konkretno na mariborsko sceno, če se naslonim, je potreba priznati, da vsebinska razvejanost naših govoric, ne, ta res široka govorica, ki jo Maribor ponuja, je neprimerljiva, ne. In tukaj smo mi veliko močnejši kot Ljubljana. Ljubljana ima vse ostalo, mi imamo moč in vsebino, Ljubljana ima denar, mi imamo pa sonce. Morda še samo vprašanje, kam te zdajle vodi domišljija, kaj trenutno pišeš? Kot vselej zelo različne stvari in več del. Že pred nekaj tedni sem najavila izid knjige, ki bo postala serija Štrlinka. Ukvarjam se z enim takim zelo prikupnim likom, s Štrlinko torej, to bo delo za otroke. Potem se zelo močno posvečam biografiji Miše Hochšteterja, našega mariborskega fotografa, ki je zelo zanimiv. To je delo, ki me zelo veseli, ker me tudi spoznava z Mariborom.
nekega obdobja, v katerem jaz nisem živela. Potem je tukaj roman, pesniška zbirka, kratke zgodbe, pravljice, veliko vsega imam in vsemu se posvečam, zato ker je toliko vsega v mojem življenju. Zelo postopoma in počasi, ampak tukaj sem in ostajam in moje dela prihajajo. Veliko ustvarjalne energije je v tebi, veliko uspeha ti želim in hvala za obisk. Hvala lepa. Poslavljamo se z eno od pesmi Simone Kopinšek in vas vabimo v našo družbo prihodnji teden. Nasvidenje. Srce je središče prostoru in času. Zbirališče utripov gnezdo vsakemu glasu. Kar doživiš, se bo vanj potopilo. Vanj pesem o sebi življenje je skrilo. V srcu ni zla, ne kričavih klicajev, le včasih se skrči pod težo vprašajev.